Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast Večer zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je torek, 2. junij 2026, moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? O zadnjih korakih do nove vlade z Matijo Stepišnikom. Najem stanovanja v Gradcu ali Mariboru. E-skiroji so vse bolj priljubljeni, ob tem pa narašča število nesreč in poškodb. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vc.com. Le še korak do vlade. Včeraj so se na delovnih telesih začela zasliševanja ministrskih kandidatov. O hearingih podrobno poročamo v Večeru in na vc.com. O zadnjih korakih do vlade pa bomo zdaj govorili z odgovornim urednikom na Večeru, Matijo Stepišnikom. Zdravo, Matija. Zdravo, Miha, zdravo poslušalke in poslušalci. Matija, v četrtek zvečer so izvršilni organi strank potrdili imena ministrskih kandidatov in kandidatk. Te kaj presenetilo? Pravzaprav ne zelo veliko. V resnici mogoče so najbolj presenetljiva še imena Slovenske demokratske stranke, torej vladajoče stranke. Predvsem nekateri ljudje, ki so jih mogoče mnogi pričakovali v ministrski ekipi, ostajajo v državnem zboru. Denimo Aleš Hojs, Zvonko Černač, mogoče je kdo pričakoval, da se bo kot minister preizkusil tudi Žan Mahnič. Torej gre za prvo borce Slovenske demokratske stranke, na katere pa očitno Janez Janša, tako kaže zdaj, računa v državnem zboru, da bodo nekako fronto proti opoziciji in vse spopade, ki jih lahko v naslednjih letih pričakujemo v državnem zboru, pomagali obvladovati tam, torej v samem hramu demokracije v parlamentu. V primeru ostalih strank gre za razmeroma izkušena politična imena, ki so se na takšen ali drugačen način v slovenski politični sceni že pojavljala, ali kot državni sekretarji, poslanci ali v nekih drugih vlogah, tako da bi celo rekel, da gre za ekipo, ki se ni prišla v vladne sobane uvajati, ampak da gre za razmeroma izkušeno, preizkušeno, operativno, bom rekel, utečeno ekipo, ki bo lahko zelo hitro poprijela z delom, za razliko recimo od prejšnje Golobove vlade, kjer je bilo veliko več ljudi, ki so morali learning by doing nekako začeti osvajati te ministrske posle. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bo najverjetneje Franci Matos tisti, ki bo vodil vse skupaj. Mnoge je to presenetilo, priznam tudi mene, ampak Pavle Gantar je v Odmevih lepo razložil, da ni neka novost, da recimo predsednik vlade za enega od ministrov predlaga svojega odvetnika. Ja, nekdanji politik Gantar je včeraj lepo nastel kar nekaj držav, v katerih je ta praksa utečena. Moram reči, da mogoče v Sloveniji v neki širši splošni javnosti ni bilo tako zelo znano, da so številni politiki od Berlusconija do Fica imenovali seveda svoje odvetnike na prav mesto notranjega ministra, kar seveda gre, da tam potrebujejo izrazite lojaliste, torej ljudi, ki bodo upravljali njihova tveganja in predvsem očitno zelo pomemben projekt. To je seveda obvladovanje notranjih zadev, kamor sodi predvsem seveda policija. Vemo, da je na policiji ta hip odprtih kar nekaj zelo vnetljivih postopkov, predvsem gre za znamenito zgodbo Black Cube, ki je tako ali drugače seveda posegla v slovensko politično dogajanje in oči javnosti, tako politične kot splošne, bodo seveda v veliki meri usmerjene tudi v preiskovalce in pa predvsem v njihove izsledke te afere. Tudi jaz nisem, bom rekel, bil popolnoma nepresenečen pri imenovanju Francija Matoza za kandidata za ministra za notranje zadeve. Gre za dolgoletnega Janševega sopotnika, odvetnika, ki ga je uspel seveda izvleči iz številnih neprijetnih zgodb, afer, kazenskih postopkov, celo sojen, nenazadnje je dosegel pravnomočno oprostitev Janeza Janše v zadevi Trenta ravno te dni. Tako da gre za kader očitno, ki mu Janša, ne bom rekel 100%, ampak 200% zaupa in v pomembni meri od njega seveda pričakuje, da bo v notranjem resorju izvedel nekatere operacije, ki si jih bo ta vlada seveda zastavila. Omenil si že, da nekateri vidni člani stranke SDS ostajajo v parlamentu. Je to tista normalizacija vlade ali pa vladnih predstavnikov, o kateri se je recimo govorilo v političnih analizah v zadnjih tednih, torej da bo SDS skušal nastopiti vsaj z ministri in ministricami, z ne tako izstopajočimi kandidati oziroma tistimi, ki bi prilivali olje na ogenj v opozicijskih vrstah?
Pravzaprav gre za neko vseeno pričakovano, bom rekel, pomladitev, seveda, bom rekel, na eni strani ministrske ekipe Slovenske demokratske stranke, čeprav je v njej, kot bom rekel, tudi njeno kadrovsko sidro prekaljen finančni minister, ki ima že te izkušnje, Andrej Šircelj, ampak na drugi strani seveda tudi nekatera imena, kot so Polona Rifel, Suzana Lep Šimenko, denimo tudi Borut Rončević, ki mogoče niso figurirali v prvi vrsti kot, bom rekel, od javnosti pričakovani kandidati, predvsem Aleš Hojs je figuriral kar nekaj časa, vsaj na začetku, kot zelo pričakovan kandidat, ampak je ostal seveda v Državnem zboru. Na eni strani lahko gre za Janševo taktiko, da torej ta vladna ekipa že od prvih minut, ko bo zasedla svoje položaje, ne bo vzbujala nekih, bom rekel tako, na prvo žogo negativnih konfrontacijskih čustev javnosti, kot denimo Hojs, ki se ga številni spomnijo, seveda iz tistega covidnega obdobja. Na drugi strani pa mislim, da Janša predvsem od njih pričakuje, da bodo v Državnem zboru z opozicijo, torej z Golobovo svobodo, socialnimi demokrati in pa Levico znali nekako igrati igro, kajti vseeno osrednji politični boji se vedno na koncu odvijajo v Državnem zboru in SDS je bila vedno znana po tem, da je imela ljudi, ki so znali koga preigrati, odigrati odlične poteze in zelo izkušeno voditi ta parlamentarni postopek. Čisto na kratko je morda to žrtvovanje Hojsa, da ni minister, tudi dogovor z resnico, ki pač je v preteklosti imela s Hojsom določene težave, vsaj Zoran Stevanović ga je večkrat. Nekatere špekulacije so šle v to smer, ampak moje mnenje je, da predvsem močno dvomim, da bi si Janez Janša, ne glede na to, da na nek način resnico seveda še potrebuje, predvsem za glasovanje v ministrski ekipi, da bi dal takšno, bom rekel, moč ali pa to vrstno karto, da lahko na ta način vplivajo na sestavo njegove vladne ekipe. Zorana Stevanovića je s tem, ko ga je postavil na mesto predsednika Državnega zbora, mislim, da dobro zabetoniral v to koalicijsko posadko in ne vidim možnosti, da bi Stevanović imel predvsem, bom rekel, nek kadrovski veto v odločitvah Janševe vlade. Mislim, da gre pri Janši tu za nek drugačen in širši razmislek. Je pa seveda ta poteza, da Hojs ostaja očitno, vsaj za zdaj v Državnem zboru, Stevanoviću seveda omogočila na nek način ta interpretacijski okvir, češ mi smo bili do Hojsa zadržani zaradi tistih znanih zgodb iz covidnega obdobja, protestov, ki je vodil Stevanović, in mu je seveda ta Janševa poteza prišla na nek način prav. Niso pa vsi, ki so podpisali koalicijsko pogodbo, zadovoljni z to razdelitvijo ministerskih mest. Predsednica SLS Tina Bregant s svojimi objavami na družbenih omrežjih kaže razočaranje, da ona oziroma SDS SLS ni dobila ministrstva. Bi lahko to mogoče zamajalo koalicijo? Ne, mislim, da to nekih resnejših političnih posledic ne bo imelo. Predvsem je relativna teža Slovenske ljudske stranke znotraj te vladne kompozicije majhna. Očitno jih je pa zdaj Janez Janša seveda postavil na mesto, kjer jih on vidi torej kot izrazito rezervnega kolesa v tej vladi. SLS je seveda Janši prišla prav, da glasovi Slovenske ljudske stranke tokrat niso šli v nič. SLS bi se težko sama prebila čez prag, ampak so znotraj tega trojčka s Fokusom in Nove Slovenije prispevali svoj delež k uvrstitvi oziroma sestavi četrte Janševe vlade, 16. slovenske po vrsti. Bregantova je pričakovala ministerski položaj, za njega se je celo, bom rekel, javno licitirala po medijih, za razliko od drugih matadorjev oziroma veljakov te koalicije, ampak ta antagonizem ali pa antipatičnost med njimi in Janšo je bila na nek način prezentna in vidna ves čas tega mandata. Očitno je v pomembni meri najprej seveda vztrajala pri sebi, torej kot ministerski kandidatki, potem pa je na neki točki ta igra prišla do tega, da je SLS celo izvisela. Verjetno jo bodo zdaj apetite te stranke poskušali potolažiti in pomiriti nekatere notranje nezadovoljne glasove za kakšnim mestom državnega sekretarja. V vsakem primeru pa je zdaj dokončno jasno, da je v bistvu v tej vladi SLS pravzaprav v zadnji vrsti. V začetku tedna se torej dogajajo hearingi, kot smo že povedali,
ne gre pričakovati, ne, da bi se na zaslišanjih kandidatov in kandidatk zgodilo kaj pretresljivega, da bi prišlo do kakšnega zapleta. Ne, do sedaj je seveda ta novo nastala koalicija, formalno manjšinska koalicija, seveda ob asistenci stranke Zorana Stevanovića, Resnica, delovala kot naoljen stroj. Torej, že preden smo dobili vlado, je ta koalicija sprejela kar nekaj pomembnih zakonodajnih predlogov oziroma zakonov. Govoriva o interventnem zakonu, pa o zakonu o parlamentarni preiskavi, ki je prav tako v parlamentarnem postopku in tako naprej, s čemer je na nek način Janša testiral lojalnost in pa seveda homogenost te koalicije, tako da mislim, da bodo zaslišanja v državnem zboru šla razmeroma gladko skozi. Če bi se kateremu izmed kandidatov zelo zalomilo na tem zaslišanju oziroma bi v bistvu pogorel, pa ne gre dvomiti, da bi Janša seveda potegnil ustrezno potezo in ga morda celo zamenjal, ampak mislim, da je ta ekipa, ki je nastajala za tesno zaprtimi vrati, veliko imen, do zadnjega ni pricurljalo v javnost, na nek način dogovorjena, uigrana in bo do konca tega tedna v državnem zboru tudi prisegla kot 16. slovenska vlada, 4. pod vodstvom Janše, kot sva rekla. Kdaj se lahko to zgodi? Ja, v četrtek je verjetno prvi možni datum ali petek. Do zdaj zanimivo so vse v bistvu odločitve, tako Janša kot mandatar, kot Stevanović, kot predsednik državnega zbora, padle v petek, tako da mogoče bodo še vlado si dali na nek način ustoličiti v petek in bodo to veliki petki 4. Janševe oblasti. Gremo še, spomnimo se, kot so bili petki rezervirani za kolesarjenje, ne? Gremo še k opoziciji oziroma bodoči opoziciji. SD je taktično tiho, kot smo v bistvu nekako navajeni. Levica od začetka izvolitve novega parlamenta v tistih opozicijskih vrstah oziroma tako, kot se opoziciji recimo pritiče. Zdi pa se, da se tudi Svoboda zdaj prebuja. Minuli vikend v nedeljo je Robert Golob v Janšah nastopil zelo ostro. Se je torej Golob zbudil v opozicijo in to pravočasno? Ja, na Zahodu je nič novega. Tukaj je pa res vse pričakovano, kot si Miha sam ugotovil. Torej, Levica je edina od teh strank, ki je na nek način že navajena opozicijske vloge, opozicijske drže, saj so od svojega nastanka kar nekaj časa preživeli v opoziciji, medtem ko je za ostali dve stranki to sedaj relativno novo. Na eni strani imamo seveda Svobodo, ki je nastala kot aparat za vladanje pred prejšnjimi volitvami, gladko zmagala, prevzela oblast, SD pa je v svoji bogati zgodovini nekaj časa preživela v opoziciji, spomnimo se obdobja Boruta Pahorja in takrat edine zmage SD-a po tisti prvi Janševi vladi, to je bilo leta 2008, ampak v zadnjem obdobju je tudi SD veliko več časa preživela v vladnih vrstah kot pa v opoziciji. Zato bo predvsem za ti dve stranki seveda potrebno na nek način rekonfigurirati nastavitve, se privaditi na novo opozicijsko vlogo, na opozicijsko držo, kar bo pa predvsem za obe stranki zelo zapleteno in zahtevno pa bo to, da bodo s tem, ko niso več na oblasti, seveda številni ljudje, ki figurirajo k tem strankam, ostali brez svojih pozicij, vlog, služb in jih bo treba na nek način na novo nahraniti oziroma na novo osmisliti. Zdaj Golob je seveda predvsem takrat, ko je še razlagal v javnosti, da bo to barko pripeljal varno v pristan ali kako se je že izrazil, seveda deloval samozavestno. Kasneje je potem za nekaj časa iz javnosti izginil, sedaj se je pa začel seveda v neki novi vlogi, v nekem novem profilu ponovno pojavljati. Mislim, da obstaja še vedno zelo na mestu in relevantno vprašanje, ali bo Robert Golob ta mandat oziroma kakorkoli dolgo bo trajal ta mandat pač vzdržal v opoziciji ali bo na neki točki vendarle torej končal svojo politično kariero in odšel nazaj v gospodarstvo. To je vprašanje, s katerim je povezana tudi usoda, po mojem mnenju, Gibanja Svoboda, ali bo torej Gibanje Svoboda v opoziciji zdržalo, se na novo osmislilo, mogoče celo programsko prenovilo, ali bo prišlo podobno kot v primeru LDS-a po letu 2004, ko so izgubili volitve, do nekega počasnega razkroja in razpada. Odgovorov na to vprašanje ta hip nimam ne jaz, najbrž jih nimajo niti še v Svobodi. Pri SD-u pa je seveda čutiti, bom rekel, nek šok
šok, neko vegetacijo, trenutno stanje v stranki, mislim, da ni prišlo še do nekega resnega premisleka in razprave. V zadnjem obdobju so menjali ogromno predsednikov zelo različnih profilov in neke resne obnove stranke, ki bi jim omogočala preboj proti 10 ali celo prek 10% ni bilo, tako da mislim, da SDS oziroma se upravičujem, socialne demokrate verjetno po lokalnih volitvah, do takrat ne pričakujem nekih pretresov, čaka vnovično odločanje, ali je torej Matjaž Han tisti, s katerim bodo zdržali in preživeli opozicijski mandati, naskakovali ponovno nekaj boljšega, ne vem, čez 4 leta ali pa kakorkoli bodo se pa zasukale te volitve. V vsakem primeru pa bo Janševa vlada, tako kot kaže, uigrana, trdna, operativna, čeprav je faktor ne presenečenja lahko vedno resnica, ne, kot stranka, ki je še vedno ne poznamo dovolj dobro, ampak zato bo opozicija morala igrati, bom rekel, prav tako igrano, trdo power play igro, če bo uspela, če bo želela kaj doseči v tem mandatu proti vladi, ki jo bo vodil zelo izkušen premier. Hvala, Matija, za tokrat več o notranji politiki pa v Večeru in na večer.com. Z veseljem. Medtem, ko se številni prebivalci severovzhodne Slovenije že leta ozirajo proti Gradcu kot bližnji alternativi za delo, študij in celo bivanje, primerjava oglasov na družbenih omrežjih in spletu za najem stanovanj razkriva še eno pomembno razliko: dostopnost in raznolikost najemnega trga. Trg najemnih stanovanj v Avstriji velja za enega bolj urejenih v Evropi, saj temelji na močnem javnem oziroma socialnem najemnem sektorju, ki omejuje prekomerno rast najemnin. V Gradcu so pogoji za dostop do javnih oziroma subvencioniranih stanovanj jasno določeni in praviloma strožji kot na prostem trgu. Tudi v Mariboru obstaja sistem javnih oziroma neprofitnih najemnih stanovanj, vendar je bistveno manj razvit od graškega. In kaj dobi najemnik za 500 evrov v Mariboru in kaj v Gradcu? O tem danes v Večeru Sanja Verovnik. Električni skiroji so v zadnjih letih postali pomemben del sodobne mobilnosti, predvsem v mestnih središčih, kjer jih uporabniki vse pogosteje uporabljajo za vsakodnevne poti v službo, šolo ali po opravkih. Vendar pa z njihovo priljubljenostjo narašča tudi število prometnih nesreč in poškodb. Zato je Agencija za varnost prometa skupaj s policijo včeraj pričela nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, namenjeno večji varnosti voznikov lahkih motornih vozil in izboljšanju prometne discipline. Trajala bo do nedelje. V tem tednu bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij po vsej Evropi potekal poostren nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov. Policisti bodo preverjali tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost voznikov in spoštovanje prometnih pravil. Letos sta v nesrečah z e-skiroji v Sloveniji umrli 2 osebi, policija pa je v letu 2025 obravnavala kar 300 nesreč s skiroji. Podrobneje o tej temi na stranih Črne kronike Vesna Lovrec. To je bil Večer zjutraj 2. junija 2026. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo. Z Večerom boste razumeli bolje.